Dobrodošli ponovno nazaj. Pred nami je prva okrogla miza na temo globalni trendi, priložnosti in podjetniške poti. Panel vodi dr. Boris Pleskovič, prosim, če se nam pridružite. Izvolite. Online so z nami Igor Cesarec in Peter Ahčin. Kmalu jo bomo zagledali. Vabim, da se nam pridruži še gospod John Doma, gospod Jernej Adamič in gospod Marko Petelin. Izvolite, beseda je vaša. Vsak od predavateljev ima približno 10 minut, ker v 10 minutah lahko veliko poveš ali pa nič, tako kot polovica naših politikov. Zdaj, jaz imam tukaj za vsakega od predavateljev eno stran življenjepisa, CV-ja, ampak jaz predlagam, zato da bojo imeli več časa za predavanje, da vsak od njih pove trenutno pozicijo in na kaj je najbolj ponosen v svojem poslu, potem pa naj predava. Na koncu bomo imeli pa še pol ure za vprašanja iz publike, ker treba je paziti, na vseh naših konferencah zmeri zmanjka časa za diskusijo, zato smo omejili predavanje na 10 minut. Še eno zgodbo bom povedal. Ker sem jaz prišel v Slovenijo za 2 let kot glavni ekonomist od prve slovenske vlade pri Peterletu, sem se pol vrnil na Svetovno banko in sem postal pomočnik direktorja raziskovalnega oddelka in so rekli, da bom jaz organiziral globalne konference. Pa jaz nisem morac izkušen, pa sem napisal "We would like to invite you". Pa sem se podpisal Boris Pleskovič. Pa je pa moj direktor, ki je bil bivši profesor z Harvarda, je rekel: Boris, to moraš napisati I would like to invite you, ker we lahko reče samo naše visočanstvo kraljica Elizabeta, ne pa ti. No, prvi predavatelj. Hvala lepo, Boris. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, lepo zdrav. Moje ime je Jernej Adamič in dobrodošli na mojem kratkem predavanju, ki se mu reče Nekaj tez o stanju, priložnostih, trendih, izzivih v letu 2025. Zdaj, nekateri se že poznamo, z ostalimi upam, da se danes še tokom dneva spoznamo, ampak čisto kratka, da se naučim to pritiskati, samo sekundo. Tole ne bo šlo, tole bo šlo. Čisto kratka moja predstavitev, recimo mojega delovanja v zadnjih 10 letih v 2 dimenzijah. Ena dimenzija je moja pot nekje od nekega startup podjetnika, potem v venture capital, kar pomeni financiranje startupov, pa zdaj zadnje 2 leta pot v nek private equity, mogoče večji projekti, financing projektov. Potem pa na drugi, recimo, dimenziji je pa v zadnjih 10 letih sem se 10-krat preselil. 10-krat preselil pomeni res preselil, Nizozemska, Francija, Italija, Nemčija, Južna Koreja, Poljska, različni kraji, tako sem pač dobil neko, rečemo, globalno dimenzijo. Kot rečen, ta trenutek sem zadnje 2 leta partner v podjetju, londonskem podjetju Nevergen Capital, še z 2 partnerjema, ker se ukvarjamo večinoma z prodajo, nakupi podjetij, z raznimi financiranji, zadnje, rečemo, pol leta ali pa leto tudi več s trgovino, smo zelo globalno usmerjeni, smo zelo, recimo, naš core dejavnosti je absolutno povezovanje, connecting, sourcing deals in podobne zadeve. Zdaj pa to predavanje si predstavljam nekako, jaz bom povedal par tez, ki izhajajo iz, recimo, mojih izkušenj, zadnjih 10 let, mogoče 20 let, zadnje pol leta, ki naj bi služil samo za našo debato, za kasneje, pa naj začnem recimo s prvo tezo, ki je mogoče malo
kako se reče. Se pravi, malo bo kritična, ampak jaz mislim, da kritika je vedno zato, da se zadeve izboljšajo, popravijo, ker če se vsi trepljamo po ramenih, pa se nikoli nič ne popravi ali pa nič ne izboljša. Ne? In zdaj ena teza, recimo, poslušamo marsikaj, ampak koliko jaz doživljam, pa koliko mi doživljamo, Slovenija recimo v zadnjih 30 letih ni uspela oblikovati, rečemo na tujih trgih, neke identitete lastne, ni uspela sprejeti nekega strateškega dokumenta, načrta, akcijskega načrta, ki bi recimo podjetnikom zunaj dal neko oporo, povedati, kdo smo, kaj predstavljamo, pa tudi tujim investitorjem, nekim podjetnikom, ki prihajajo, hoče priti sem, razumeti, kaj Slovenija sploh je. Ne. Zdaj pa, če dam čisto neko primerjavo, recimo sem rekel, da sem živel na Poljskem, Poljaki so to naredili fantastično. Zelo zgodaj so se odločili, kaj so, kaj predstavljajo, zelo hitro so oblikovali neke načrte, neke skupine, neke sklade in zelo dobro, recimo, kdorkoli sreča Poljake, recimo nekje na tujih konferencah ali pa na nekih predstavitvah, delujejo kot neka uglajena vojska, ki točno zelo dobro povejo, kako zadeve delujejo pri njih, pa zakaj so oni dobri, pa zakaj so vabljivi za ostale. Pa boste rekli, zdaj, 40-milijonska država, ne? Slovenija je 2-milijonska država, pa gospod Čale je lepo povedal, zelo veliko Slovencev je po svetu, ampak dajmo pogledati le mogoče Estonijo, ki je po velikosti primerljiva. Ne? Estonija v zadnjih 10 letih postala globalna digitalna velesila, vsaj po imidžu, oziroma so se znali zelo dobro oblikovati v to, kaj hočejo biti, pa to zelo dobro povedati svetu. Recimo prejšnji teden je bil v Evropi vietnamski prime minister, obiskal je Francijo, obiskal je Švedsko, pa obiskal je Estonijo. Estonski obisk je upravičil s tem, da je obiskal digitalno mehko velesilo, soft power. Ne? In to recimo je danes iz moje perspektive v svetu zelo pomembno. Da vejo, kaj predstavljaš, da se znaš predstaviti v 3 stavkih, pa da tisti, ki prihajajo, vejo, kaj ponujaš, o čem si dober. Ne? Pa se pravi, kritika je zato, da se zadeve izboljšajo. Ne? Zdaj pa ne navežem na priložnosti, pa zakaj sem o tem sploh začel govoriti, celotni kontekst recimo mojega predavanja. Ne? Gremo na priložnosti. Recimo v našem podjetju v zadnje, vemo kaj se, v post-covid fazi smo v fazi vojn, smo v fazi recimo novega predsednika v Ameriki, ne? In v zadnje pol leta se je svet zelo redefiniral. Ne? In v zadnje pol leta smo bili opazili en trend, kar je mogoče malo nepričakovan, na nas so se začeli obračati zelo veliko ameriška podjetja, ki iščejo neke nove priložnosti, se redefinirajo, iščejo nove strateške usmeritve, redefinirajo, iščejo nove vrednostne verige. In to definitivno jaz mislim, da predstavlja neko priložnost tako za evropska podjetja, kakor za slovenska podjetja. Pa grem korak naprej, sem rekel, da sem živel v Južni Koreji, ne? Tudi Južna Koreja se v zadnje pol leta zelo redefinirala. Na način, da je Južna Koreja bila zadnjih 50 let izključno izvozno usmerjena država. Ne? Tam si zelo težko kot tuje podjetje prodrl na korejski trg. Ne? V zadnje pol leta so se redefinirali kot uvozniki in so začeli aktivno finančno spodbujati uvoz. Uvoznike, uvoz, tuje podjetje, ki hoče priti na korejski trg. Ne? Zelo podobno dela Japonska, pa verjetno še kdo. Ne? Koreja tu služi zelo dobro kot vstopna točka za ta del Azije. Govorim kot priložnost, kot teza za razgovor naprej. Ne? Pa gre še en korak naprej, se pravi, naša partnerka v Nevajan Capitalu je gospa iz Indije, Indika, žena ambasadora, ki je trenutno indijski ambasador na Filipinih. Ampak kaj hočem povedati, recimo mi smo imeli zelo malo popraševanje indijskih financerjev, investitorjev za kakršnekoli storitve. Ne? Zaradi modija. Indija se je obračala vase, kapital zapirala vase. Kaj se je zgodilo recimo zadnje pol leta, ali pa zadnje par mesecev, dejansko indijski kapital odkriva vzhodno Evropo. Ne? Vzhodno Evropo, južno Evropo in tudi Balkan. Kar mislim, da je zelo zanimiva priložnost, ne? Pa ne govorimo zdaj o nekih Indijcih tam, ampak govorimo o izobraženih, bogatih Indijcih, ki pač iščejo nove priložnosti. Zahodna Evropa je zasičena, Azija je zasičena, ta vzhodna Evropa pa očitno ima še kar nekaj priložnosti. Zdaj pa hočem navezati na tisto slovensko problem z identiteto. Ne? Lahko povem, da pa sva 2 Slovenca v našem podjetju, Indijci Slovenijo najmanj prepoznajo na celotnem prostoru. Ne vejo, kaj z nami narediti. Ne? Ta value proposition absolutno ni jasen. Ne? Se pravi, tukaj je ogromno nekih možnosti za izboljšavo, tako da priložnosti absolutno, definitivno z naše perspektive so, ampak zdaj mislim, da je tudi na strani nekega slovenskega skupnega povezovanja pa vedeti, pa iskati to identiteto zelo pomembna.
Pa ko govorimo o trendih, bom sam še malo preskočil, pa spet bil malo kritičen. No? Smo v času, kjer govorimo o artificial intelligence, umetni inteligenci, pa z njo povezani avtomatizaciji. Seveda prinaša ogromno priložnosti tudi za slovenska podjetja. Jaz mislim, da slovenska podjetja so relativno dobro pozicionirana, ampak tle pa beremo zelo veliko, da Evropa na tem sferi zelo veliko zaostaja za Ameriko, Kitajsko, in mislim, da Evropa tle problem, zelo veliko denarja poskuša namenjati v neke investicijske sklade, za recimo venture capital, ne, ampak še zmeraj rezultat, da Evropa ni vzpostavila infrastrukture, ni vzpostavila čipov, podatkovnih centrov, razvojnih okolij za AI in podobne zadeve. Ne. Hočem pa nekaj reči, ne, da upam, da bo Evropa začela, ne vem, če je tukaj kdo, začela dejansko vlagati ta sredstva namesto v venture capital, ker strukturni skladi so zelo slabi za inovacijo, ampak infrastrukturo. Spet samo navezujem kot trend, globalne trende, možnost za debato. Zdaj pa, samo da zaključim vse skupaj, naše podjetje sem rekel, da dejansko mi živimo od povezovanja, globalnega povezovanja. Se pravi, povezujemo točko A, ki nekaj rabi, s točko B na drugem koncu sveta, ki nekaj ima. Ne? In dejansko se moramo biti zelo dobri v tem mreženju, v trženju. Ne? Se pravi, zdaj pa samo čisto, kaj z moje perspektive pomeni uspešno mreženje. Se pravi, v prvi vrsti seveda moraš imeti identiteto, moraš vedeti, kdo si. Druga varianta, ko bi mogoče samo razvil, je, da rabiš imeti zelo jasen value proposition. Ne? Ampak value proposition, do nas pride kar dosti projektov iz tega prostora, ne? Ampak mogoče Slovenci ali pa na tem prostoru, ne, Slovenci znamo dosti dobro povedati, kdo smo, ne znamo pa povedati, kaj ponujamo recimo za investitorja ali pa kaj ponujamo za kupca, kaj je ta dana vrednost. Ne? Ker so izgubljeni priložnosti ravno zato, ker potem mora kupec ali pa investitor on razmišljati, kaj bo dobil z neko ponudbo, namesto da bomo mi to servirali. Ne? To na tem prostoru pogrešam, recimo, da prihajajo do nas tudi proposali, ko so na tem področju dosti bolje oblikovani. Ne? Potem pa seveda rabiš, če si nekje globalen, rabiš razumevanje trgov, kultur, rabiš sposobnost komuniciranja, sposobnost odpiranja poslovnih kanalov. Ne? Tle mislim, da smo Slovenci relativno solidni. Potem pa ena zadeva, ki sem jo napisal tle, pa spet nočem, da je neka kritika, sposobnost nesebičnega sodelovanja. Ne? Jaz mislim, da Slovenci imamo eno vse smo tudi se včeraj pogovarjali, ne? To se pravi, ko se mrežimo, pa ko si pomagamo, pa ne govorim zdaj o ljudeh, ki so mogoče zunaj, ampak Slovenci si včasih malo preveč gledamo, ali pa kako se rečejo, ne, boljš, da meni nekaj crkne, kakor pa da sosedu uspe. Ne. In jaz mislim, da se to po mojih izkušnjah kar dosti pozna v tem mreženju po svetu. Ne. Zdaj pa, da zaključim vse skupaj, za nas je platforma, v kateri smo danes tle, ki so Trije mušketirji ustanovili, izjemno pomembna. Ne. Jaz upam, da se bo to nadaljevalo, kot ta iniciativa tudi naprej, da se bo razvijala, ker čistko, no, ko sem omenil Poljake, Poljaki imajo seveda ogromno ljudi zunaj, ampak Poljaki si izjemno pomagajo. Pa primer Ircev. Irci si izjemno pomagajo. Ne. Jaz si želim, da tudi Slovenci začutimo to pomoč do sodržavljana, ki gre ven, ki se bojuje v neki globalni konkurenci, da stopimo skupaj, pa da si na nek način pomagamo. Samo spet kot ena teza, tako da, če sem zaključim, hvala lepa, upam, da se spoznamo, da si damo roke, pa da se spoznamo malo bolj. Najdete me, Jernej Adamič, na LinkedInu, če se kdo hoče povezati, tako da najlepša hvala. Naslednji govornik bo po spletu Peter Ahčin. Jaz bom sam še eno zgodbo povedal, ker upam, da boste tudi predavatelji se tega dotaknili, ker je dr. Bogdan Šalej, ne vem, en let ali dve nazaj naredil prvo Zoom konferenco podjetnikov slovenskih iz celega sveta, jih je bilo več 100 in jaz nam nikoli pozabil, ker je eden iz milijarder, ki ima uspešno podjetje iz Nemčije, rekel, jaz bi pa rad imel naslov, e-mail pa telefon iz Kanade, ker imava podobno tehnologijo, imava podobne izvozne, uvozne trge in lahko še več skupaj narediva. In to je v bistvu pomen tega, kar je gospod Šalej
skrb spravil. No, zdaj pa prosim, držite se okoli 10 minut, gospod Peter Ahčin. Hvala, samo da vidim, kako delim takole. Dobro. Dajte mi še povedati, a me slišite? In zaslon tudi vidite? Zgleda, da ja. Dobro, par besed o meni. Evo ga, še timer si vklopim, da nam še predaleč. Peter Ahčin, jaz sem, dolga leta sem delal v energetiki kot raziskovalec, potem pa zadnja 4 leta, kar sem prišel, no, v bistvu zadnjih 7 let, kar sem prišel v Izrael, sem rad samostojni podjetnik, najprej svetovalec, razvijal software za določena podjetja v energetiki in zadnje 4 leta sem najprej naredil eno podjetje, softwarsko podjetje na področju imigracij. Potem pa zadnje leto in pol eno novo zagonsko podjetje, ki pa se ukvarja z toplotnimi zalogovniki za podatkovne centre, za stavbe in konec koncev tudi za vesoljsko tehnologijo, o čem bom pa nekaj povedal zdaj v nadaljevanju. Ok, manj 9 minut, da vidimo. V glavnem, malo bo samo promocije, tukaj se že vnaprej opravičujem, ampak najlažje govorim na našem primeru o tem, kako je pomembna tale integracija različnih področji za razvoj novih tehnologij. In s tem mislim predvsem nekaj, kar se trenutno odpira, to je vojaška industrija, sicer pa tudi vesoljska industrija. V Evropi imamo Evropsko vesoljsko agencijo, ki je vir sredstev in novih tehnologij in izredno pomembno je, po mojem, s temi ljudmi sodelovati, ker so vizionarji, ker so profesionalci, imajo neverjetna znanja, ki se zelo dobro skladajo tudi z našimi. Ok, najprej hiter pregled. V Sloveniji smo na področju energetike kar močni. Slovenija je tu ena vodilnih držav, kar se tiče inštalirane kapacitete sončnih elektrarn na prebivalca, celo industrijo imamo kar močno tukaj. Potem na področju pametnih omrežij naš operater prenosnega omrežja ELES je eno od najbolj naprednih v Evropi. Pri samem upravljanju omrežja, moči omrežja, hkrati tudi v povezavah sodelujejo recimo z toplotnim sektorjem, kar jim daje eno dodatno dimenzijo. Potem močni smo na področju toplotnih črpalk, baterijskih sistemov. Resalta recimo je ratala eno vodilnih podjetij v centralni in vzhodni Evropi na področju energetskega pogodbeništva. Potem so tukaj še, kako bi rekel, sorodne dejavnosti, kot so električna letala in tako naprej. Ena zadeva, ki se mi zdi pomembno, mogoče marsikdo ne ve, da so kolegi pri HSE in drugih partnerjih naredili tudi največjo tako imenovano vodikovo dolino v Evropi, kjer povezuje 18 partnerjev, proizvajalcev vodika v en konzorcij. Zdaj pa najprej ena zadeva, ki sem jaz opazil. Rekel sem, da imamo močne proizvajalce, tako baterij kot toplotnih črpalk, uveljavljene, uspešne, ampak recimo videl sem pomembno samo ene majhne zadeve, ki jo prinese recimo izboljšan poslovni model. Ko smo mi skušali dobiti kapital za naše zagonsko podjetje, najprej bilo to en večji sistem, ki je bil tudi povezan s toplotno črpalko, smo mogli pokazati, da se da s hardwareom hitro rast. In tlele hočem pokazati nekaj, kar mi delamo. Našli smo primer švedskega proizvajalca, ki se je uveljavil na britanskem trgu. V 2 letih so šli od ustanovitve do prodaje čez 100 milijonov evrov na leto. Zgradili so vmes 300 milijonsko tovarno na Poljskem. Bistveno je pa to, da so poleg tega, da imajo super storitev, da takoj pridejo, dobiš 10-letno garancijo. Glavna zadeva je tukaj, da so premostili verjetno največjo oviro in to je pač ta začetni strošek toplotne črpalke, ki je kar velik. Oni so se povezali z banko in dobiš toplotno črpalko inštalirano tisti dan, ko jih pokličeš, in potem jo plačuješ po 40 do 75 funtov na mesec naslednja leta. Kaj se še hotel reči? Dobro, zdaj pa, zakaj govorim o tem dual tech oziroma integracije z različnimi področji? Mi smo razvili, še enkrat, pardon za samo promocijo, ampak mi smo razvili eno tehnologijo toplotnih zalogovnikov, ki se tako uporabljajo za shranjevanje hladu kot toplote.
Dobili smo pilotne projekte, dobili smo prve stranke v New Yorku, ampak ko smo se povezali pa z SpaceTech pospeševalnikom, smo tam dobili nov problem, kako bi lahko oskrbovali bazo na Luni. Pa to ni taka norost, kot se sliši. Dejansko smo na tem, da se začne delati podatkovne centre v vesolju in tako naprej. No, tam smo se spopadli z novim problemom, namreč, da kako oskrbuješ bazo na Luni, če si 2 tedna, imaš sonce, 2 tedna si v temi, se pravi, rabiš zelo velike zalogovnike. Material je zelo težko, izredno drago tja prinesti, tako da če se le da uporabljaš tamkaj materiale, ki so prisotni na Luni. Preko tega smo našli en material, ki omogoča, da uporabljamo zalogovnik tako za shranjevanje hladu kot toplote. Isti material, kar nam je omogočilo sledeče, da smo pri strankah lahko, zdaj najprej smo na tem, da inštaliramo hladne zalogovnike v New Yorku, v redu storitev, denar se hitro obrne in tako naprej. Zdaj pa, ker imamo ta nov material, kaj smo s tem omogočili? Naš partner tam je inštaliral tudi hladilno tehniko spodaj v kleti, v New Yorku pa se še vedno ogrevajo s plinom ali z daljinskim ogrevanjem. Plin je trenutno tako pocen, da se ne splača menjati na elektriko. Ampak zdaj v naslednjih letih bojo te davki na CO2 toliko zrasli, da bojo mogli menjati do leta 2029 in mi imamo v bistvu že vse na mestu, tako hladilno tehniko, ki lahko hladi in greje, tako kot zalogovnike, ki zdaj se lahko uporabljajo za nizke in za visoke temperature, pač odvisno od sezone. Še ena zadeva, zakaj govorim, pa bom tlele. Še ena zadeva, kjer lahko, se mi zdi, da je pomembno v Sloveniji, kjer se Slovenija lahko profilira. Jaz sem nekaj let nazaj bil vpleten v Šaleški dolini razvoja energetske strategije. In tam so že takrat razumeli, da je zelo pomembna energetska samozadostnost. In smo razmišljali, kako bi to zvišali, da ne bi bili uvozno odvisni, da ne bi pač premoga toliko uporabljali in tako naprej. Smo razmišljali o lesni biomasi in sončni energiji. In smo prišli kar daleč, ampak še vedno niti približno ne do 100%. Vmes sem jaz videl spet v temle pospeševalniku, smo našli tehnologije, ki se jih da tako nakombinirati, da dejansko to pomeni, da lahko dosežemo tudi v Sloveniji 90% samozadostnost. Če kombiniramo zalogovnike toplote in hladu, toplotne črpalke, baterije, solarne kolektorje in vodikove celice in elektrolizerje, ki so sicer dragi sistemi, ampak jih ne rabiš toliko, hkrati pa še ena zelo pomembna zadeva, uplinjevalnike organskih odpadkov. S tem se da dejansko, jaz sem delal simulacije, za Južno Evropo prideš do 100%, v Sloveniji pa lahko pridemo nekje do 85 do 90% energetske samozadostnosti. O tem govorim, ker zdaj imamo res 2 priložnosti. Ta obrambna industrija ratuje vse bolj pomembna in vesoljska industrija ni tako zanemarljiva. Že danes je okoli 500 do 600 milijard dolarjev letno, predvideva se, da bo zrasla na čez, kako se temu reče, 2 bilijona v naslednjih letih. Dobro, zdaj pa bom skušal jaz tole zaključiti. V Sloveniji imamo en kup enih pametnih tehnologij. Jaz mislim, da in znanja. Kar jaz vidim je to, kar je gospod Adamič tudi rekel, sem mislil tudi sam poudarjati. Pomembnost teh povezav. Jaz ne, da sem nek velik player, ampak z veseljem slovenska podjetja povežem, zdaj nisem v najbolj priljubljeni državi trenutno, ampak kle so fenomenalna okolja za poslovanje, za razširjanje, za kombiniranje tehnologij, za iskanje novih trgov. Meni se zdi ključno povezave, poslovni modeli in kot pravim, največji bonus, ki sem ga v zadnjih letih videl. Prvo podjetje, ki sem ga delal, smo vse sami delali, pa smo prišli do neke rasti, smo prišli do nekega dobičkonosnega podjetja, ampak tukaj, pa se ne bom hvalil, da smo uspeli na globalni skali že, ampak imamo stranke v različnih državah, ampak to je vse hvala temu, da smo začeli od tega, ker smo imeli ekipo profesorjev, inženirjev in mladih in študentov, do tega, da smo se povezali s temle SpaceTech pospeševalnikom, smo uspeli naš produkt tako poenostaviti in toliko bolj učinkovit narediti, da
Trenutno lahko rečem samozavestno, da po mojem imamo na našem področju najboljše produkte v sektorju. Najlepša hvala za odlično predavanje. Zdaj bo pa Igor Cesarec, ki ga jaz dobro poznam, pa povedal zgodbo. On je ustanovil društvo Vtis v tujini izobraženi Slovenci, ki jih je vsak let na tisoče v Evropi, v Ameriki in več kot 10 let nazaj je pripeljal v naše prostore Svetovni slovenski kongres nad Namo, kjer je taka soba malo pol manjša kot to, je pripeljal en dan pred Božičem te študente, ki dan pridejo za počitnice, pa smo jim dali malo soka pa vode, pa so našli še enega vinarja, ki jim je za reklamo dal kozarc vina. Ampak moja dvorana je bila premajhna, pa sem pa rekel, Igor, Borut Pahor ima kristalno dvorano, tam, kjer je predsedniška stavba, on ima denar za tortice, pa za sok, pa za kozarc šampanjca, pa je ga prosil, da bo to vsak Božič tam organiziral. No, in pol je 9 let, vsak let pri Pahorju je bila ta proslava, 200-300 študentov, perfekten. Še eno zanimivost, on je zelo uspešen, pa bo povedal, kaj dela, ampak Igor je naredil doktorat na New York University, NYU. To je ena izmed 110 najboljših univerz v Ameriki in na svetu. Tam zdaj študira baron Trump, sin od Melania in Donalda, in moj sin je bil sprejet, da gre jesen na NYU na magisterij. No, Igor, zdaj pa ti. Hvala. Hvala, Boris, za uvod in pa lep pozdrav vsem skupaj v Novo Gorico. Nekaj besed čisto o mojem backgroundu, nekaj stvari, ki Boris ni omenil, se pravi, trenutno vodim makroekonomske raziskave, analize in napovedi v skladu Millennium. Sklad Millennium je eden izmed največjih, najbolj etabliranih tako imenovanih hedge fundov, oziroma mislim, da v slovenskem prevodu je to sklad tveganega kapitala. Na svetu, čisto za eno zanimivost, za naš sklad so ti assets under management približno 75 milijard dolarjev, kar je, če potegnem primerjavo, je to več kot BDP Slovenije. Baziran sem v New Yorku, pred trenutno pozicijo sem pa delal globalne makroekonomske raziskave na ameriški banki Citigroup. Delal sem tudi na ameriški investicijski banki Morgan Stanley in sicer v Londonu. Drugače pa, kot je pa Boris že omenil, sem že več kot 20 let v tujini. Študiral sem najprej v Londonu na London School of Economics, doktoriral pa na New York University NYU. In v vsem tem času, spravi že več kot 20 let, se ukvarjam s povezovanjem Slovencev v tujini, s posebnim poudarkom na mladih in izobraženih. In zato so mi take konference zelo blizu in tudi te pobude, kot je slovenska globalna poslovna povezava, je res nekaj zelo pomembnega. Kot je Boris že omenil, sem ustanovitelj in sem bil tudi prvi predsednik društva v tujini izobraženih Slovencev, društva Vtis, ki deluje na tem področju, in zaradi tega se mi zdi prav pomembno, da se Slovenci nekako združujejo, ne glede na to, ali so bazirani v Sloveniji ali so bazirani kjerkoli drugje na svetu. Zdaj pa bom začel nekako s tem svojim uvodnim predavanjem, ker sem baziran v New Yorku, bo nekako fokus mojega predavanja na teh globalnih trendih, ki se dotikajo na eni strani ZDA, na drugi strani pa Slovenije. Zdaj v ZDA je v zadnjih mesecih prišlo do ogromnih sprememb. Za izvolitve nove administracije so tukaj res dogajajo tektonski premiki, na političnem področju, ampak prav tako na gospodarskem področju, in ti premiki imajo res globalen vpliv, katere je vredno
analizirati nekoliko bolj v podrobnosti. Dotaknil se bom 3 tem, in sicer bom govoril o gospodarski politiki s poudarkom na carinah, govoril bom tudi o tehnološkem razvoju in vzponu umetne inteligence, zaključil pa bom z temo geopolitične situacije. Zdaj, če se obrnem na tisto prvo temo, ki sem omenil, se pravi gospodarska politika, v ZDA z novo administracijo je prišlo do kar veliko sprememb v gospodarski politiki, tiste, ki pa ima nekako največji globalni vpliv, so pa carine. Zdaj, tisto, kar se je zgodilo 2. aprila, oziroma tako imenovan Liberation Day, je bil ogromen šok, se pravi, tako znotraj ZDA, pa seveda tudi globalno. Tudi finančni trgi so se zelo burno odzvali na to. In od takrat moram reči, da se je situacija nekoliko izboljšala, sedaj je ta situacija nekoliko bolj obvladljiva, se pravi, vse tiste carine, ki so bile recimo predlagane na začetku aprila, so zdaj bodisi nekako ne popolnoma odstranjene, pač verjetno, če bodo sploh stopile v veljavo, bo to nekoliko pozneje, so pa recimo zmanjšane v obsegu. In to je potem bilo precej pozitivno sprejeto tudi strani finančnih trgov in pa seveda nekako vse te analize, ki so takrat v začetku kazale na precej močan vpliv tako na recimo inflacijo, kot na gospodarsko rast, kot tudi na trgovinsko menjavo. Vse te analize sedaj kažejo, da v trenutni konstelaciji teh carin so ti šoki veliko manjši. Zdaj, kakšen točno bo vpliv teh carin, še vedno ostaja neznanka. Vsaj do zdaj v ZDA še nismo videli nekaj večjega vpliva na inflacijo, recimo zadnjih nekaj teh poročil o stopnji inflacije v ZDA kažejo, da je ta še vedno zvišana, vendar se ni še dodatno zvišala zaradi carin, tako da nekako ta vpliv se še ne čuti, verjetno se bo začel čutiti enkrat to poletje ali pa jeseni, ampak se tudi pričakuje, da se bo ta vpliv na inflacijo strani carin, razen če ne bo nekih dodatnega zaostrovanja na tem področju, da ne bo tako močan, da bi to pač nas nekako skrbelo, da bi se recimo tista visoka stopnja inflacije izpred nekaj let spet vrnila. Zdaj, če nadaljujem z drugo temo, se pravi tehnološki razvoj in vzpon umetne inteligence, se pravi to, kar trenutno vidimo na področju umetne inteligence, kar se nekako začelo kakšno leto in pol, 2 leti nazaj, ima res ogromen potencial, da bo to res neka naslednja industrijska revolucija. Zdaj, če smo imeli industrijsko revolucijo, pa rečemo temu digitalno revolucijo, ima to res potencial, da postane nekako naslednja tista stopnička, ki nekako redefinira celotno gospodarstvo. Treba je poudariti, da zaenkrat, ne glede na to, da zmogljivosti umetne inteligence so že v tem trenutku precej visoke, jaz to vidim še vedno, da nekako so zadeve v povojih. Se pravi, to so še sami začetki in to področje in same zmogljivosti umetne inteligence še vedno raste in se pravi čakamo na tisti, bi rekli, glavni vpliv, glavni udar na gospodarstvo. Vpliva tukaj lahko na več področji znotraj gospodarstva, se pravi, tisti najbolj pomemben vpliv, na katerega gledamo, je vpliv na trg delovne sile, na kakšen način bo uporaba umetne inteligence spremenila službe, katere službe bo izločila oziroma katere službe bodo nekako postale sploh nepotrebne potem, ko se pač zmogljivosti umetne inteligence še dodatno povišajo. Zdaj, veliko je nekega strahu, da bo prišlo do popolnega izbrisa nekih služb, ki nikoli več ne bodo relevantne. To se seveda lahko zgodi za določene službe, ampak bi pa rekel, da vsak tehnološki razvoj omogoči nekako
ustvarja nove tipe služb. Ne. Se pravi, verjetno določene službe ne bodo več relevantne, ampak v določenih recimo profesijah pa se bodo ustvarjale nove priložnosti za nove službe. Tako da tukaj, čeprav vidim, da lahko umetna inteligenca nekako spremeni celotno strukturo gospodarstva in seveda ima določene rizike, tudi odpira neke nove priložnosti. Kot zadnjo temo sem omenil, se pravi, geopolitična situacija. To je, se pravi, ena zadeva, ki se mi zdi, da se v zadnjih nekaj letih res stopnjuje, se pravi, te neke geopolitične tenzije, ki mogoče recimo so bile prekoncentrirane z vojno v Ukrajini, so se zdaj nekako razširile na Bližnji vzhod, tukaj vidimo več tenzij, se pravi, v več delih sveta prihaja do eskalacije, se pravi, tako vojaške kot tudi neke splošne geopolitične. Ne. Pravi, ni verjetno treba dodatno razlagati, da to ima ogromen vpliv na svetovno gospodarstvo, se pravi, en način, preko katerega to vpliva, je seveda na cene energije in energentov. Po drugi strani pa prihaja tudi do večje militarizacije, ne. Se pravi, mislim, da je to že en izmed prejšnjih govorcev omenil, da seveda tukaj prihaja do večjih vlaganj v obrambo, do večjih vlaganj v vojsko. Mislim, da bo to potrebno še posebej v Evropi, ki je v zadnjih nekaj desetletij zaostajala recimo v potrošnji na vojsko in obrambo. In v tem primeru mislim, da še posebej ZDA lahko precej profitira, ker tam mislim, v ZDA je res pač visoka koncentracija obrambne industrije. Zdaj, če to nekako povežem, ne, v to, kakšen je tukaj vpliv na Slovenijo in kakšne so tu neke priložnosti za Slovenijo. Prva stvar, ki bi omenil, je, da se zdi, da ta neka era multipolarne globalizacije, ki smo ji bili priča recimo v zadnjih 20-30 letih, se zdi, kot da je končana ali pa vsaj upočasnjena. Ne. Smo v svetu velesil, ne, če to na eni strani ZDA, na drugi strani Kitajska, mora tukaj kot neka protiutež biti tudi Evropa. Ne. In tukaj neke te manjše države kot Slovenija, mislim, da lahko najbolj profitirajo oziroma imajo nekako največji vpliv znotraj te svoje velesile, v kateri so, in za Slovenijo je to seveda Evropa oziroma Evropska unija. In mislim, da tukaj neka integracija Slovenije v Evropo, ki se nadaljuje tako na gospodarskem področju, kot tudi recimo na političnem področju in pa seveda na vojaškem in obrambnem področju, je absolutno zelo pomembna. Ne. In ni potrebno misliti, da zdaj tukaj Slovenija sploh ne more biti relevantna. Ne. Seveda je lahko v tem nekem evropskem kontekstu, ima še vedno lahko pomembno vlogo, če nekako najde, kot je že gospod Adamič prej omenil, neko svojo nišo, neko svoje področje, na katerem postane ključna v Evropi in pa ključna za uspeh Evrope. Ne. Zdaj, kar se tiče trgovinske politike in pa priložnosti za Slovenijo, bi tukaj omenil, da se mi zdi pomembno, da nekako Slovenija po eni strani išče neke niše, kjer je lahko uspešna, po drugi strani pa tudi odpira neke nove trge. Ne. Zdaj, obstaja kar nekaj industrij znotraj Slovenije, ki so zelo konkurenčne in mislim, da bi bilo smiselno te industrije še dodatno razvijati. Ne. In zdaj, da se tukaj ne gleda samo na izvoz, ne vem, v Nemčijo, pa v Avstrijo, pa po Evropi, in pa tudi, da se gleda širše. Ne. In zdaj tukaj, če ima ZDA zdaj neke nove carine, potem je lahko to ena taka spodbuda, da Slovenija začne iskati nove trge. Ne. Se pravi, ne samo te neke trge, ki so na nek način udobni, ki so na nek način nekako zgodovinsko že ustaljeni, ampak države, trgi, ki jih še ni, slovenska podjetja še niso raziskala. Ne. In zdaj tukaj lahko seveda pomaga neki država preko svojih
rečemo temu diplomatsko-konzularnih predstavništev in tako dalje. Ampak pomembne so tudi zasebne pobude, ne? In zaradi tega so recimo takšne stvari, kot so slovenska globalna poslovna povezava, pa tudi društvo Vtis, zelo pomembne, ker lahko nekako preko zasebnih pobud spodbudijo povezave med slovenskimi poslovneži po svetu, kar lahko potem pripelje do novih poslovnih priložnosti, do novih trgov in sicer na področjih, ki jih mogoče prej niti ne bi na nje pomislili ali pa ne bi na nje jih sploh vzeli v zakup. Kot zadnjo zadevo bi se pa dotaknil teme, se pravi tehnologije in umetne inteligence in kje lahko tukaj Slovenija vidi neke priložnosti. Mislim, da je to zelo pomembno izkoristiti te neke prednosti, ki jih že ima. Se pravi, Slovenija ima zelo dobro izobraženo delovno silo, ki govori tuje jezike, potem ima odlične raziskovalne institucije, ima napredna podjetja, ki se ukvarjajo z visokotehnološkimi rešitvami in tako dalje. In tukaj se mi zdi smiselno, da bi se te stvari še recimo naprej razvijale, ne? In zdaj po eni strani država mora omogočati agilnost in pa vzpon takšnih podjetij, bodisi z gospodarsko politiko, bodisi z davčno politiko. Potrebnega je tudi nekaj poguma s strani slovenskih podjetij, da nekako se upajo prodreti na teh novih področjih, nekako prodreti v tujino, prodreti v tuje trge. Spet pa bi tukaj na tem področju poudaril to pomen tega povezovanja, se pravi med samim poslovnim svetom, pa tudi recimo raziskovalci med sabo in stvari, ki jih dela dr. Šalej preko slovenske globalne povezave, stvari, ki jih dela društvo Vtis, so tukaj res izredno visokega pomena za to, da lahko vsa ta visokotehnološka podjetja se odprejo navzven in povežejo z tistimi tujimi podjetji, s katerimi lahko dobro sodelujejo v prihodnosti. Toliko z moje strani, bom zaključil na tej točki in pa se veselim kasnejše razprave in pa kasnejših vprašanj. Hvala lepa. Igor, najlepša hvala za zanimivo in odlično predavanje. Upam, da bo z nami ostal še na koncu pa ure, ker bojo vprašanja. Naslednji govornik je pa John Doma iz Kanade, ima odlično izobrazbo, potem je bil managing direktor, ne vem koliko podjetij, to bo sam povedal, ampak pa 5 awards and recognition, nagrad raznih, ampak sam 2 bom izpostavil. Slovenski dom Toronto Volunteer Award 2015. Pa še ena slovensk Exemplary Service Award Canadian Slovenian Scholarship Foundation 2017. Pa še 3 druge, to vam lahko kasneje povem, vi pa povejte, kaj delate in mi se že dolgo poznava. Jaz, kak minister Arčun je povedal, kaj je doma tu v Novi Gorici, jaz sem tudi doma, tu v Sloveniji, kak je mi je, ne? Anyways, ja bom govoril po angleški, zato note me razumeli, če prekmorsko govorim za vas sem, okay? But začnem. Anyways, dober dan, dobro jutro, everyone, and I want to thank you, the organizers, the board of Slovenian Global Group, of course, Dr. Boris Pleskovic and Dr. Boris Šalej, the Office of Slovenians Abroad for supporting today's event, and nice to see the minister's mouths, which I used to deal with here in Slovenia. I'm born in Canada, and my parents were from Prekmorje, as I mentioned. I've been involved with the Canadian-Slovenian community since my university days with a number of things that I do with the local diaspora. And during this period, I've had the privilege of becoming an appointed Honorary Consul General for Slovenia and Ontario.
I've taken steps during my tenure to increase the profile of Slovenia in Canada. During that time, I've revived the Canadian-Slovenian Chamber of Commerce, and I'd like to make mention that Sonia Rosenwert is our president or director, executive director of the chamber as well. Without her, I wouldn't be able to do what I'm doing. I do want to share, though, the last 14 years as council and president of the chamber, that we've done a lot of, assisted many companies coming to Canada, and also create relationships in bilateral trade. The other thing I want to mention too, our board members are second, third generation Slovenians. So their parents came in Canada in 1920s, 1930s. And that really inspires me that people want to stay connected with Slovenia, even though when their parents came to Canada, there was no Slovenia. There was Austro-Hungary, there was Italy, Hungary. So it was very nice that, these people want to come out and support us. Anyways, one thing I'd like to start before going ahead is that by saying Slovenia does a lot of things very well. And we've had incredible accomplishments in the world and being recognized. And you should be proud for being a small, hardworking country. Slovenia has impressed many Canadians who respect the country for the great athletes. And they'll come back to this later, but in Canada, everybody recognizes Kopitar. They recognize Dragic and Doncic, Tina Maze, Pogačar, Roglic, Janja Garnbret, and the Prevec family in ski jumping. So Canadians are amazed that a small country like this has such great athletes in the world. People also mention Slovenia and Canada about our hidden gem as a place to visit because of our focus in Slovenia on the environment and hiking trails. And to be honest with you, these people that do that kind of excursions do not like to share that Slovenia is a great place. They want to keep it close to their heart and don't share it very much with people because they don't want Slovenia to be overrun by tourists. So with all these good things about Slovenia, the one thing that we don't have is understanding that Slovenia is also a great country of industry and trade, and that's something we need to work on together. And we'll talk more about this later. A little bit about myself, as Dr. Boris Pleskovic mentioned. I run an accounting firm. I have 60 employees, and we do about $6 million euros a year in revenue. So that's my experience has been with helping businesses. So that's why I do what I do. From the Canadian economy perspective, just to let everybody know, we were running very nicely until Mr. Donald Trump was elected down in the United States. Donald Trump, although we know that he did not like Justin Trudeau, we did not have an idea that he would take the position that he has against Canadians and Canadian companies in the US. He has made accusations that the United States subsidizes Canada for trillions of dollars a year. He doesn't take into account that for the $1 trillion, he's getting steel, gas, aluminum, lots of trade. So we don't understand. 2 more minutes, oh boy. Okay, what I'd like to say is that in Canada, our economy is slowing down and with the US, and this provides us the opportunity to be able to come to the EU. Canada and the EU are much more similar than the Canada and the United States. We both have very good employment standards and laws to protect workers, and we're also very much in tune to the environment and the 3 R's, the recycling, reduce, scenario for the environment. So given this and the confusion that's created with the tariffs, I can tell you a lot of my businesses I deal with are very confused when shipping to the US. The US is being charged, the companies, and they're asking Canadian companies to pay for the tariffs, which is not a reasonable experience. So right now there's very tenuous situation with trade between Canada and the US. So this is what the opportunity lies between Canada and the European Union. We have the CETA agreement, the Comprehensive Trade Agreement, that the US does not have. And I would like to see that the Slovenian community and business community take advantage of that.
what I can say to you is the trade between Canada and US, bilateral trade, is about 350 million. Slovenia delivers about 280 million worth of products and services to Canada. Canada exports about 50 to 70 million dollars. So Slovenia has a real benefit there in trade. So what I'd like to see and like to be able to offer is that with the Chamber, with the global business community, that we have a communication platform and that we communicate and tell each other what businesses we can do and what we're looking for. So the 4 things I'd like to leave, and I'm going to be cut short here, is we want to increase the dialogue between Canada and Slovenia with the Slovenian Global Business Club, the Slovenian Chamber of Commerce, and the Slovenian Commerce, through structured meetings, sharing information. I cannot emphasize the sharing of information through Slovenian companies need to work together. Okay, so anyways, for Slovenian companies, be prepared to invest funds, and most important, be patient and persistent when dealing with Canadian companies. Thank you. Hvala. We have a problem because we have such good speakers that we are running out of time. So at the end, we will have only about 10 minutes of discussion because they were so good, I didn't want to cut them off. So we have the last speaker. I don't have his CV. He will tell you who he is and what he does, but try to keep it down to 10 minutes because I was told I have to close this session at 12:30. Thank you, Houston, we don't have a problem. Bom skušal biti kratek. Lep pozdrav vsem, ime mi je Marko Petelin, sem soustanovitelj in direktor podjetja Infordata, ki ima sedež v Trstu. Naše podjetje se bavi z digitalizacijo, podpiramo podjetja pri inovacijah. Je družinsko podjetje, sem imel srečo, da tudi oče mi je dal to priliko, da lahko tudi investiram in dam v podjetje moje ideje, jaz sem prav navdušen nad novosti, ki tehnologija in digitalizacija nasplošno nam omogoča. Kot podjetje, lih da omenim kakšne stranke, je težko definirati, s čim se bavimo. Lahko rečemo, da se upravljamo s sistemi za sledljivost, monitoriranje in s tem, da se pazi, da se nastajajo manjše napake pri poslovanju oziroma da zadeve potekajo bolj gladko. Kot klijente, na primer, imamo Juventus stadion, kjer upravljamo kontrole pred vsako tekmo, imamo večje festivale glasbene v Italiji, ki upravljamo, tudi športne dogodke kot Giro d'Italia, ali tudi, na primer, naslednji teden tudi upravljamo en večji tak bolj plemenit dogodek v Benetkah, kjer se bodo poročile znane osebe in tam upravljamo varnost in akreditacijo gostov. Poleg tega, v zadnjih letih v podjetju smo se vključili tudi v razne projekte za raziskavo in razvoj s raznimi projekti, ki nudi možnost vključevanja Evropska komisija. In tu sem se naučil novih vrednot in tudi novih vizij, ki sem tudi vzel sam za svoje in v te verjamem, da bodo tudi del naše bodočnosti. Najprej seveda digitalizacija, tehnološka, kako je važno tudi so investicije v tehnologijo, v nove rešitve, saj tudi zdaj statistike kažejo, da podjetja, tudi velika podjetja investirajo do 3-4% njihovega fakturata v digitalne rešitve, ki jim pripomorejo, da so bolj kompetitivna na tržiščih. Seveda, inovacija, tehnologija tudi ima to veliko prednost, da tudi pridobimo zelo na hitro informacije, ki potrebujemo na svetovni ravni in prav to je tudi ključ, s katerim lahko se tudi mi Slovenci vse povezujemo okoli po svetu. Spomnim se še te konference, ki je organiziral dr. Šalej med pandemijo in takrat, kadar je organiziral to konferenco preko Zooma, zares me je ganilo in zadeva me prav tudi tako spodbudila, da s to pobudo Slovenian Global Business Networka gremo naprej s tem, ki se je uresničilo danes.
Takrat prav smo videli, da tehnologija, kako lahko na zelo enostaven način nas povezuje vse nas po celem svetu z zelo majhnimi stroški. Tehnologija, naprimer tudi, če pogledamo na mapo slovenskih poslovnežev po svetu, tudi to naj bo skočna deska in za razvoj in platforme, da se vključujejo vse naše podjetja, ki imamo po svetu in da se med nami tudi spoznavamo. Poleg tega, če gledamo ključne besede naše bodočnosti, po mojem so še umetna inteligenca, trajnost in medsebojno sodelovanje. Umetna inteligenca, kot so tudi moji prejšnji sodogovorniki podčrtali, je že del našega vsakdanjega življenja, tudi mi z našim podjetjem se s tem bavimo in ne vemo še točno, kaj nam bo pripeljala ta zadeva, ampak sigurno je ena nova industrijska revolucija, ki nam nudi ogromne možnosti in moramo to izkoristiti v naš prid. Ker imamo razne tipe umetne inteligence, ki so neotipljive in to pomagajo prav na finančnih trgih, v industrijskem nadzorovanju, pa potem imamo to, kar smo tudi vsi spoznali kot ChatGPT ali podobna orodja, ki nam pripomorejo oblikovati boljše vsebine, ki moramo deliti potem naprej z našimi posli. Umetna inteligenca brez dvoma bo tudi nam pomagala, da smo bolj kompetitivni, da znižamo stroške. Seveda tukaj bo treba paziti, da ne bomo pustili ljudi nazaj oziroma da tudi bo važno vključevanje tudi oseb, ki imajo tudi potrebe, ki niso prav digitalni nativ. Trajnost je del vsakega, trajnost je tudi nov trend topic, kjer je tudi važno, da vsa podjetja korajžno tudi začnejo razmišljati o tem argumentu, saj tudi naši predniki, naši nonoti, ki so bili lačni, so bili revni, so prav s trdim delom dosegli, kar smo tudi mi danes, ampak so medtem tudi začeli rušiti, uničevati naše okolje in tudi s hiperkapitalizmom ustvarjati tudi razbit ravnovešja. Torej, cilj nas in naših potomcev bo to, da investiramo korajžno v trajnost, tudi Evropska komisija, tudi na primer to kaže, kako podjetja, ki ne bodo investirale v trajnost, bodo bila penalizirana. Potem še na zadnje je co-participation, co-design, co-management, oziroma je tudi važno, da med nami sodelujemo. SGPP je enkratna prilika, da se spoznamo tudi druge dobre best practice, da spoznavamo nove trge in da se naučimo od drugih nekaj, na kar nismo še spoznali. Torej, s tem jaz sem zaključil. Hvala za pozornost in naj bo uspešen SGPP. Marko Petelin je dokazal, da v 10 minutah lahko več poveš kot slab politik v 1 uri. Zdaj pa tista gospodična, gospa mi je rekla, da moramo zaključiti ob 12:30 in imamo samo 11 minut, ker so bili tako zanimivi govorniki, da so še kakšen minuto čez, pa jih nisem hotel ustaviti. Samo 11 minut imate za vprašanja, prosim, skorajšte se. Ali pa eno vprašanje, kako sodelujete, recimo, gospod Toma, slovenski podjetnik, kdorkoli od vas, ker od tega je odvisen, koliko uspešen bo dr. Bogdan Šalej, da tudi kaj delajo skupaj, tisti, ki so v zuniji in doma. Se dela, ne? Okay. Well, an open question, Dr. Pleskovic. I mean, most of the communication has been around trying to establish relationships in Canada for the Slovenian companies.
And that's what we try and do with the 60 companies we have in Canada that are Canadian-Slovenian companies. And we use their network to try and introduce Slovenian companies into the Canadian economy and market. So we have a lot in common between Slovenia and Canada, more than Canada and US. So again, that's how we get Slovenian companies introduced in Canada, is through our network. And but beyond that, it's up to the Slovenian companies to talk, communicate, and be persistent in communicating and find partnerships. You want to comment on this? Mogoče samo, kako Nevogen Capital sodeluje, mi smo vedno odprti za predloge, približno sem povedal, kaj delamo, zadnje čase odpiramo kar dosti novih trgov, povedal sem, Koreja se recimo odpira, tako da smo vedno veseli predlogov, tudi veseli smo, mislim, z veseljem pomagamo čistko cash free, z nasveti, kako se zadeva naredi, ravno sem povedal, predvsem kako prepričati zunanje, recimo investitorje, da bi sodelovali z nami ali pa zunanje trge, tako da z veseljem. Gospod Peter Ahčin, vi ste še tam, imate kakšno Imam pravzaprav. idejo? Ja. Prosim. Jaz sodelujem oziroma povezujem eno podjetje na področju energetike z našim zagonskim podjetjem v Izraelu. Sicer pa se prav v tem trenutku pogovarjamo, da bi naredili nek joint venture, ki bi kombiniral prav ta področja, ki sem jih omenil. Obrambo in se pravi vojaško industrijo, našo tehnologijo, ki je z področja energetike in hkrati še nekaj, o čemer ne smem govoriti, ampak je povezano tako z obrambo kot z vesoljsko tehnologijo in nekako se menimo, da bi našli sredstva, da bi zagnali proizvodnjo v Sloveniji. Prosim, kakšno vprašanje? Bogdan? Kdo drug? A veste kaj? Prosim, mikrofon. Omenili smo večkrat tematiko umetne inteligence. Po vašem mnenju, kateri so sektori, ki bodo od te najbolj, kako bi lahko prelejil, kateri bodo sektori najbolj prizadeti in kateri pa bodo najbolj koristili od tega? Hvala. Na to najprej lahko komentiram jaz. Da, po mojem, umetna inteligenca lahko nudi prednost vsem sektorjem, seveda pa je problem za osebe, ki imajo nižjo izobrazbo. Ker osebe z nižjo izobrazbo, ki delajo na primer v tovarnah, za te na primer se tvega delovna mesta, pravkar in manjka izobrazba. Saj robotika skupaj z umetno inteligenco nadomešča prav tak tip poslov, ki tudi na primer že Charlie Chaplin 100 let nazaj s filmom Modern Times nam je pokazal, kako mehanizacija lahko zamenja ljudi. Seveda ta je lahko tudi prilika, če sem prej omenil na primer zeleno ekonomijo, na primer, kjer tudi tam robotika, avtomatizacija tudi rečemo je malo ne sopaja, da tako da bi bilo treba zdaj tudi pomisliti na nove posle za ljudi, ki nimajo prav rečemo ta direkten stik s tehnologijo in jim ustvarja težave. Potem seveda tudi na primer, tudi pri prevajanju na primer, tudi tam za sebe, za vse ljudi, ki so študirali te humanske vede, ki prevajajo iz slovenščine v angleščino, zdaj smo se naučili, da tudi lahko mi sami to prevajamo. Ampak seveda treba podčrtati, da umetna inteligenca je samo eno orodje, ni nekaj, ni naš digitalen dvojček, ki nas bo nadomestil v bodočnosti. Torej, tudi za
kadar se gre na primer tudi za prevod in take zadeve, bo vedno profesionalec, ki bo mogel preverjati in potrditi, da zadeve so v redu. Če kdo še drugi No, jaz bom en komentar povedal. Tisti, ki študira ekonomijo, ne, je Malthus, je bil en star ekonomist, znan, ne, je napisal članek, da ko bo zmanjkalo zemlje, ker s tisto tehnologijo kmetijsko, ki takrat je bila, pol se ne bo mogel ljudje več razmnožiti in bo pač toliko manj ljudi, tako kar se da predelati. Ampak potem je tehnologija, ne, zdaj imate recimo v Afriki lahko riž sadite na pol suhih travnikih in tako naprej. Ne, in tehnologija zmeri, pol je bil Club of Rome, prej se šel jaz v Ameriko, to je, ne vem, že 40-50 let nazaj so rekli, da leta 2000 bo zmanjkalo nafte, bo zmanjkalo vsega in da bo konec sveta. Ne? Pa se ni nič to zgodilo, ker je tehnologija napredovala in ljudje pa najdejo službe v drugih poklicih. Če greste v samo postrežno, zdaj vse skenirajo. Ne? Tista uslužbenka ne rabi več kot 4 osnovne šole, če se pa kaj zakomplicira, pa menedžerko pokliče. Ona še brati ne zna, ni treba, sam da skenira, ker se pa zatakne. No, ampak zdaj imamo sam še 3 minute, če še eno vprašanje. Ampak, če bi v Ameriki študirali, tam, če ne dvigneš roke v razredu, ne moreš, tam so ocene A, B, C. A je odlična, B je 4, C je 3. In če ne debatiraš 10% tvoje ocene, je koliko si roko dvignil. Pa vprašal, pa pol se tudi vidi, da si nekaj prebral, ali pa da si poslušal te tipe. Ampak zdaj nam je zmanjkalo časa in jaz se vam zahvaljujem. Hvala.